Lačen sem. Rada bi kaj bolj. Rada? Rad bi kaj bolj. Ali so zaloge pošle? Zaloge so povsem izčrpane. Ostalo ni prav ničesar. Mislil sem, da bi morali imeti še nekaj govedine z grahom. Nič ni ostalo. Jaz bi tudi kaj pojedel. Nekaj. Titano realistična gospoda. Recite raje, da bi... Meni je že čisto vseeno. Saj ste sami rekli, da so zaloge izčrpane. Kaj ste torej mislili? Jesti moramo, vendar ne nekaj. Nič nekoga. Nikogar ne vidim. Tudi jaz ne vidim nikogar, razen... Jesti moramo enega izmed nas. Ja, pa dajmo! Enega pojejmo! Gospoda, pa vsaj končno nismo otroci! Opozarjam vaju, da ne moramo vsi istočasno piti. Hočem jest! V takih primerih mora nekdo izmed nas preprosto reči, izvolita, ustrezita si. Kdo? Ravno to sem vaju hotel vprašati. Apeliram na vajnega tovariškega duha, na vajno dobro vzgojo. Tamle pa leti Galeb! Tamle pa leti Galeb! Galeb! Tamle! Galeb! Mogoče ni lepo, kar bo zdaj povedal, vendar moram priznati, da sem strašno egoističen. Že v osnovni šoli sem Marico vedno sam pospravil. To pa ni lepo. Vendar, če nam ne preostane nič drugega, bomo morali žrebati. To bo najboljša rešitev. Žrebali bomo po naslednjem sistemu. Skupaj. Sistemu! Nekdo izmed gospodov bo povedal neko številko, nato bo drugi gospod povedal neko drugo številko in na koncu bom jaz povedal svojo številko. Če bo vsota teh števil liha, bom izžreban jaz. Kar pomeni, da bosta pojedla mene. Če bo pa vsota soda, bomo pojedli enega izmed vaju. Ne. Jaz pravzaprav nasprotujem igram na srečo. Kaj pa, če se zmotite? Ne zaupate mi. Škoda. Raje poiščimo drug izhod, saj smo vendar civilizirani ljudje. Žrebanje je preostanek temačnih časov. Vulgarno preživirje. Dobro, organiziramo torej splošne svobodne volitve. Zamisel ni slaba. Če je vam prav, organizirajva volilno skupnost, koncili, blok. To bo vso stvar poenostavilo. Parlamentarizem je preživet. Kaj pa hočete? Diktaturo? No. Jaz sem takoj pripravljen prevzeti oblast. Ne. Dol s tiranijo. Torej svobodne volitve? Daj, ne. Ampak brez zavezništev. Vsak naj samostojno nastopi kot proti kandidat. Tukaj imamo klobuk. Vanj bomo dali lističe s kandidatovim imenom.
pisati. Rada vam pomagava? Izvolite. Skrenite! Dva trenutek! Če že organiziramo volitve kot moderni ljudje, potem ne moramo preskočiti predhodne etape v volilnem boju. Ta pa je na vsem civiliziranem svetu pred samimi volitvami. Če na vsak način želite, Torej agitirajmo, vendar pohitimo. volilni boj je odprt. Kdo bo prvi stopil za govorniški oder? Morda vi? Raj bi potem. Nikoli nisem bil dober govornik. Ampak saj ste si projekt zamislili prav vi. Ja, prav vi ste pregovorili množico v to zborovanje, v to politikovanje. Zato tudi začnite. Če na vsak način želite, gospoda, Midva sva preprosta človeka. Ne bova poslušala tega pridigovanja. Povsem pravilno. Dol z omlednimi besedami, da slišiva golo resnico. kolega, tu smo se zbrali, Lotimo se dela. Tu smo se zbrali, da bi rešili žgoč problem oskrbi živili. Kolega, mene ne bi smela poštevati kot kandidata. Imam ženo in otroke. Nič kolikokrat sem sedel pri sončnem zahodu na vrtu in gugal otroke, medtem ko je žena sedela poleg mene in kvačkala, dokler je še kaj videla. Gospoda, prikličita si pred oči to nežno, miroljubno sliko in se vprašata, kaj je to negane. To pa res niso argumenti. Kadar gre za splošno korist, morajo občutki molčati. Otroci se lahko gugajo tudi sami. Še celo bolje. Povsem pravilno, otroški vrtec z njimi. Tam je dovolj gugalnic in vrtiljakov. Ne, otroci to niso argumenti. Ampak, ko sem bil še pobič, so meni zreli zvišeni načrti. Priznam, kasneje se nisem dovolj ukvarjal s sabo. Nisem dosegel vsega, čemer sem sanjal. Vendar čutim, ni še prepozno, še marsikaj se da popraviti. Zato pa obljubljam, da se ne bom več zanemarjal in da ne bom popuščal na poti proti cilju. Marsikdaj sem se spotapljal, to je res. Malo sem prije vas in temu sta se pridružila še na nove ravnodušje. Lahko pa še se nadoknadim. Prisegam, nadoknadil bom, ker treniral si bom voljo, jekli značaj, učil se bom, dokler ne bom dosegel vsega, kar je še pred mano. Iz mene še nekaj bo! Rasteje! Iz mene še nekaj bo! To je subjektivizem. Iz mene še nekaj bo! Hočemo jesti! Hočemo jesti! Hočemo jesti! Hočemo jesti! Draga bratov knjizi, nisem intelektualec in ne besadičim rad. Če pa se je treba česa lotiti, sem za to. Že od najzgodnejšega otroštva me zanima kulinarična umetnost. Pri tem pa mi ni do hrana. Skromen človek sem, zahtev skoraj nimam. In če smem biti iskren, me hrana ne veseli. Pri vsem tem pa sploh nisem izbirčan in kar je najpomembneje,
jem zelo malo, povsem minimalno. Ampak, kaj govorim, se pravzaprav sploh ne jem. Pred leti sem vsak drugi ali tretji dan zažil grižljaj, ali morda dva, potem pa sem skrano popolnoma prenehal, pa vsem prekinil. Obratno pa je pripravljanje slastnih jedi postalo moj konjiček. Za dobrega kuharja ni lepšega, če lahko po težkem delu gleda, kako drugi jedo, kako jim gre v slast. Samo to plačilo si želim. Rad bi še dodal, da so moja specialiteta mesne jedi, jih ni takih omak kot so moje. Več ne bi hotel. Bravo! Hurra! Bravo! Hurra! Lačni pozdravljeni. Hurra! Naj živi! Živeti! Kratek bom, kot se za soldata spodobi. Prvič! Ne bi želel vplivati na vaju, sama se boste morali odločiti, vajen služabnik sem in vajna volja mi je sveta. Jem, kar mi, jem, kar mi, jem, kar mi, jem, kar mi dajo. Drugič! Ne preteničimo, sem neprebavljiv. V življenju sem bil, čeprav se ne zdi, žilav in koščen. Poleg tega imam 2 železni rebri, pri operaciji sem izgubil ledvico in naj opozorim, da imam eno nogo krajšo kot drugo. Mimogrede pa bom še omenil, da imam morda gliste. Tretjič! Demagogije ne maram, sem za jasnost. Če ne bom izbran, bom svojemu tovarišu prostovoljno odstopil stegno in ledjen pečenko. Pravzaprav se lahko zadovoljim z jezikom. Če pa se je kdo namiril, temu povem kratko in jasno. Jeziku se ne bom odrekel. Tako, to bi bilo vse. Bravo! Bravo! Vodja, ukazuj! Ne prenesem blebetanje, se ne zmenim za filozofe in slabiče. Zdaj pa naprej. Naj živi, naj živi, naj živi! Ste zdaj zadovoljeni? A veste, presegli ste samega sebe. Le da ne jem ledene pečenke. Enostavno mi ne gre. Če nimate nič proti, pa z veseljem je leč košček. Dovolite, da čestitam. Govor me je globoko presudil. Kar pa se tiče jezika, sem povsem na vaši strani. Volilni boj bi imeli za sabo zdaj? Glasujmo! Ljudno se vam zahvaljujem. Tako. Zdaj bomo pa prešteli glasove. Radoveden sem. Glasovanje pristopite. Lahko bi se vedeli nekoliko obzirali. O moj bog, o moj bog, o moj bog! Kaj pa narobe? Volitve bomo morali razveljaviti! Zakaj? Lačen sem! Ali bi radi preprečili svobodne in demokratične volitve? Klobuku, so 4 lističi! 4! Sem že povedal, parlamentarizem je preživet,
zdaj? Tipična državna kriza, ne? Mogoče bi morali kandidata enostavno imenovati. Kdo pa ga bo imenoval? Jaz ga bom z veseljem to upravil. Ja, tudi jaz sem hotel predlagati. Ne, ni govora. Prav trapasto. Z demokracijo ni šlo. Diktatura se srečuje z odporom. Ja, pa nekaj si bomo morali izmisliti. V takih trenutkih lahko položaj rešile osebnost, ki se je pripravljena žrtvovati. Spomnimo se, da so bili vedno prostovoljci tisti, ki so našli izhod, ko so odpovedali drugi postopki. Dragi in spoštovani kolega. Ne. Opozarjam, da ne poslušam. Poslušajte, križ Božji. Spoštovani in dragi gospod, vsem nam je znano, da se značajskih lastnosti, kot so požrtvovalnost, ljubezen do bližnjega, tovarištvo, ne da skrivati v nedogled. Že od samega začetka opažava, se pravi kolega tukaj in jaz, da je v vas nekaj, kar vas ločuje od naju. In to nekaj je pač prirojena plemenitost, nestavljivo krepenenje, služiti javnosti, ne gospod kolega. Še nikoli v življenju nisem videl boljšega človeka. Srečni smo lahko, da kolektiv končno vodi vaši iskreni želji po priložnosti, po možnosti, da uresničite svoje čisto skrito koprnenje. Vroče si želite, da bi se nam vtisnili spomin kot spoštovana tovariška in slastna osebnost. Ni res! Kaj? Nočete biti prostovolje? Ne! Izdajate skupnost, teptate vrednote tovarištva in nočete? Ne! Ogabno! Dokončno zavračate najino ponudbo. Kategorično! Ne čutim se poklican za kaj takega. Midva sva zaključila. Imel sem vas za poštenega človeka, za patriota našega splava. Sedaj pa vidim, da ste čisto navaden. Malo? Adjö. Razočarali ste naju. Ni vam mar časti. Ampak mogoče nam predlagate kakšno drugačno rešitev, z veseljem vas poslušava. Rešitev? Ja, rešitev. Izvolite! Od otroštva sem krepenel po pravičnosti. Želim si pravičnost in česar drugega. Presenečate me. Kaj? Ja. Kako pa veste, da se ta pravičnost zdaj ne bo obrnila zoper vas, oziroma da se ne bo izrekla za vas, da ne bo ravno vas izbrala za kandidata? Saj to je čisto enostavno. Od malih nog sem bil nesrečen, vse se svižilo, vse se zareklo proti meni in potem take... Potem take menite, da mora pravičnost zdaj poravnati vašo dosedanjo nesrečo? Da! S tem, da skoraj kričanjem želite le prikriti lastno nesposobnost. Ostajam pri tem. Strinjam se z vsem pod pogojem, da bo pravično. Kar pomeni pod pogojem, da ne bova pojedla vas. To je podtikanje. Želim si pravičnost, ničesar drugega. Gospodje, sedimo. Problem je težak, se pa da rešiti. Z njim ne govorim več. Gospod kolega, ali imate mater? Kako bi se človek izrazil? Kaj pa vi, gospod še? Žal, sem bil skoraj od začetka sirota. Tudi sam. Ubogi starši. Ja, tudi sam sem hotel to reči. Pravzaprav sploh nisem imel staršev. Kaj pa vi? Imam mamico, ki zdaj vsa sama joče za menoj.
moga, mama! Zdi se mi, da je z vidika pravičnosti zadeva povsem jasna. Ali bi mogli lahkega srca prizadejati kaj hudega dvojni siroti? Celo divjaki so menili, da je ni hujše krivice kot to, da si sirota. Ne, spoštovani gospod. Če bi pojedli enega izmed naju sirot, bi bil to preprosto udarec v obraz najelementarnejši pravičnosti. Kot da ni dovolj, da sva siroti, zdaj pa naj bi naju še celo pojedli. Ampak Ne, spoštovani gospod. To je jasno kot beli dan. Vi imate mamico in vam je zato v življenju vedno bolje šlo. Ali se vam ne zdi, da je še skrajni čas, da poravnate moralno krivdo do sirot, do vseh tistih, ki niso še nikoli izkusili materinske ljubezni, toplote domačega ognjišča in dobrih plati blaginje? In to toliko bolj zato, ker vas po lastnih besedah že tako ali tako objokuje. Mogoče pa tudi moja mama že umrla. V zadnjem času se sploh ni počutila dobro. Mene pa že tako dolgo ni bilo doma. Saj govorite kot otrok. Kakšne dokaze pa sploh imamo? Niti najmanjšega dokaza nimamo. Točno. Saj sem ravno kar rekel, da se ni dobro počutila, ko sem odpotoval. V zadnjem času se toliko govori o civilizacijskih boleznih. O civilizacijskih boleznih. Kaj? Civilizacijskih boleznih. Civilizacijskih? Ja. Pa umetnikova fantazija, igra misli nima meja. Vaša gospa mamica je zdrava kot dren. Bog ji daj dolgega življenja. Najini starši pa? Se že spomnite? Dolgih jesenskih večerov, ko sva gola prodajala mimoidočim žigalice. Ne govorite mi o tem. Naj ti spomini ostanejo v naročju več ne pozabe. Se že spomnite daljnega sorodnika? Tistega stiskača, ki nama je na pol nagiba odtrgal zadnji košček slanine, da bi dal mišnico za vabo. Ti duhovi preteklosti. Oddaljujete se od teme, očitno vas človeška beda sploh ne gane. Ja, ti egoistično vzgojeni malini svinčki! Žogo in medvedka! Ne, resnično! Zdaj se slišiš čisto razločno! Pa res, nekdo plava proti nam. Ja, pa sirotam gre zmeraj vse narobe. Šef, morda nam pa prinaša hrano. Razločno se vidi, da z eno roko plava, v drugi pa nekaj drži. To sploh ni izključeno. Prav lahko se zgodi, da kmet, ki gre s svojim pujskom na trg, pade v vodo. S poslednjo močjo se drži nad vodo, s drugo roko se pa preko pujska svojega edinega mruženja. Pa vedno razločneje se vidi. V uniformi je! Takšni ljudje jedo. Ali nimate nič za jest? Prav nič. Tudi jaz bi rad kaj pojedel. Odplavilo me je še pred zajtrkom. A to ste vi! Če to ni nenavadno! Gospoda se poznata? Ja, jasno, temu gospodu že 9 let nosi pošto. Stopite mi, da se razvoljo. Izredno na ključje. Telegram imam za vas. Telegram zame? Ja, jasno. Ravno sem se s Robertom
zapravljal vaš viš na morju, ko me je zapravil van. Hvala Bogu, da nisem slab plavalec. Ah, tukaj je. Izvoli. Najlepša hvala. Oprostite mi za trenutek. Je ta uniforma prava? Jasno, prava, samo nekoliko mokra. Če padeš v vodo... Yes! To! Kaj pa je? Zadel me je težak udarec usode. Moje matere ni več. Zdaj pa imamo vtiča. S tem v zvezi bi vas rad opozoril, da sem tudi jaz sirota. Torej se moramo ponovno posvetovati in še enkrat od začetka premisliti, koga naj pojemo. Protestiram. To ni pošteno. Gotovo držite s poštarjem. Kaj? Gospod, Au! žalite uradnika pri opravljanju službe. Koliko vam je plačal? Gotovo se poznate še iz časa šole. Vaše obtožbe so neutemeljene. Vprašajte poštarja, ali sem se z njim dogovoril. Izvrstno? Vprašajmo ga, če bo priznal, da ste preklicno pojeva. Če bo pa tajil, bomo pojedli poštarja. Kaj pa to pomeni? Komaj sem prišel, pa bi me že použili. Saj to je nezaslišano! Au! Točno tako je, vi ste kar se da primerni, še čisto sveži ste. Šef! Najbolje bo, da pojeva oba poštarska pečenja. Enega spečva, iz drugega pa pripraviva različne predjedi in sladico. En kos lahko nasoliva in shraniva za kasneje. Ali pa, enega napolniva s drugim. To je božansko. Mogoče bi iz drugega stisnila vino, ampak nekakšen burgundec bo pritekel iz poštarja. To. Popolnoma prav imate. Kot burgundec bi komaj dosegel povprečje. Kot poštar pa sem odličen. Kot Cabernet Sauvignon. Poštarskega vina ne gre za Če boste krivo pričali in trdili, da sem bila dogovorjena, se bom pritožil na poštni upravi. Zato naj vas ne skrbi. 30-letno službo sem opravljal brezhibno. Škoda časa. Ste se dogovorili s tem gospodom? Da ali ne? da ali ne. Če priznate, da je novico smrti njegove mamice izmišljena, vam bomo dali košček slanine, malo vinske, pancete, zaseke, vse kar pride zraven. Če pa resniče vas bomo mi 3 sirote pojedle. Pošta je ustanova za ljudi in ji mora kot taka tudi služiti. Protim vas, ostanite neumajni. Ne bojte se, ne bosta me pretentala z ledvičkami. Sem poštni uradnik starega kova. Ej, lahko vam ponudiva še kolence. Kolence! Au! Ne, stožarje! O, ne. Ostanite še malo. Povejte vsaj, da sem nedolžen. Adjö! Ne zapuščajte še nas. Adjö! Ampak, gospoda kolega, sta se zdaj sama prepričala, da smo stališča pravičnosti na iste. Vsi smo sirote. Gospod kolega, Ja, šef. pogrnite prosim mizo. Vse potrebno boste našli v mojem kovčku. Ja, šef. Kako pa to? Siroti siroto? Ja,
Ne pozabite, da je še neka druga pravičnost, ne? Historična. Kako naj to razumem? Kaj bova potrebovala tudi cedilo? Razčistimo tole vprašanje, ker še zdaleč nismo vsi na istem, samo zato, ker smo sirote. Kdo so bili naši starši? Za Božjo voljo! Kdo starši pač? In kaj je bil vaš oče? Kaj pa pekač? Moj oče? Pisarniški službenec. Zakaj? Oprostite, prosim, oprostite. Oprostite. Oprostite, prosim. Čisto sem pozabil potrpiti. Zmedel sem se, ker sem slišal, da boste pojedli človeka. Je ne, pišem. Ja, to prosim. Hvala. Adje! 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 Pisarniški uslužbenec je bil torej vaš oče, a? To sem si tudi mislil. A veste, kaj je bil moj oče? Ne? Navaden drvar in analfabet. Tale moj kolega pa očeta sploh ni imel. Mati ga je rodila iz žalosti zaradi svoje neizrekljive stiske. Ja, tako. Vaš oče pa je v službi aristokracije popisoval pole papirja, medtem pa udobno sedel v svoji topli, čisti pisarni. Moj oče pa je za proizvodnjo papirja podiral borovce, da je imel vaš oče sploh na kaj pisati zaplembene odločbe, ki jih je dobivala mati mojega kolega, ki očeta sploh ni imel. Ali vas ni čisto nič sram? Ampak z vsem tem nimam vendar nič. Ja, ravno zato pa pravimo pravičnosti, ki nam zdaj veleva, da vas povžema v historic nas! Gospod grof! Gospod grof! Gospod grof! Kaj pa je že spet? Gospod grof! Gospod grof! Gospod grof! Kakšna sreča, da sem vas spet našel. Kaj naj to pomeni? Gospod grof me ne prepoznajo. Gospoda grofa sem učil jahati na konju, ko je bil gospod grof še mali gospod. Aha! Proč! Kakšna sreča, da moje stare oči še enkrat vidijo gospoda grofa. Palači so vendar vsi tako zaskrbeli, ko smo prijeli novico, da je ladja, s katero so potovali gospod grof, postala žrtev valov, mi ni moglo nič zadržati, ker je gospod grof, želim biti tudi jaz. A njegova usoda naj bo tudi moja usoda. Kako sem torej skočil v morje in plaval, in plaval, in plaval, dokler gospoda grofa nisem našel. Oh, kakšna sreča! Nemudoma zapustite tale splav in utonite. Vedno na uslugo, gospod grof. Ne, dobri človek. Ne zapustite tega splava, stopite naprej. Stopite naprej! Kakšna sreča! Kakšna sreča! Kakšna sreča! Kakšna sreča! Utonil je. Sami vidite, historična pravičnost. Ja, vidim, živeli ste v palači. Ja, ker je na ponju! Jaz na ponju, moj oče si še zajca ni mogel privoščiti. Ne prenašate, prosim, lastnih spominov z otroštva name. To je pa, veš,
Ali hočete reči, da sem jaz Simfonija? Ja, saj ste sami ravno kar priznali. To ne more biti res. To ne more... Ne. Slovenci zagotavljam, da nikoli nisem imel opravka s ponjem. Ja, jaz pa sploh ne. Moj oče še celo besede poni ni poznal. Ne nazadnje je bil analfabet. Ubogi poni! Ali nimate srca za ubogo žival? Saj ste zaradi nje preživljali srečne otroške dneve! Ampak ta lakaj, ki bi ravno tukaj sem... Kateri lakaj? Gospod kolega, ali ste vi videli kakšnega lakaja? Ja. Ne. Spoštovani gospod, ne morem vas več imeti za polnopravnega sogovornika. Vi imate privide. Ubogi norec! In kot neprišteveni individuum bi morali toliko bolj zaupati drugim, tisti, ki vedo, kaj hočejo. In kot tak član družbe bi morali se prepustiti, ker družba ve, kaj je za vas najbolje. In to je, da vas povšije. Spoštovani kolega, Ja, šef. obrnite prosim mizo. Ja. Naj priložim eno ali dve čajne žlički. DVE. En ali dva noža na sebo. Ja, vse kot se spodobi. Imela bova več ljudi. Prtička. Se razume. Končno smo civilizirani ljudje, ne? Ampak pribor nekoliko bolj na desno. Lepo prosim. Z bazo na sredo. Halo, vi? Jaz sem zastrupljen. Očisti. Častna beseda. Pravzaprav sploh nisem hotel o tem govoriti, vendar bi mi bilo pač žal gospodov. Saj se ne zmotavam. To pravim samo zato, ker vam hočem dobro. Tudi sam rad dobro jem, vem pa tudi, da požreš nož človeka pokvari. Če ne bi bil zastrupljen, seveda ne bi bil nič proti, res ne. Je pa moja dolžnost, da vaju opozorim. Lahko začneva. Ja, šef. Se sploh ne trdim, da se tega ne da pozdraviti. Če še malo počakata, bo zagotovo minilo. Obležil bom pač za dan, dva in bo šel strup iz mene. Tukaj na vogalu bom ležal do gospodoma, ne bom na potu in čim bo stvar v redu, se bom oglasil. Nikakor se pa nočem izmuzniti, ne. Sploh pa ne bo trajalo 2 dni, več mu en dan. Ali ne poznate pregovora? Spravi si za jutri, kar bi lahko danes pojedel, ne? Ja, jutri, ne danes, jutri. Ja. Gostovalo bi tudi nekaj ur. Celo 1 urica bi bila dovolj. Tako, zdaj pa reže čas. Ja, šef. Dobro. Vendar, ali bi smel gospodom dati posebne sebiče na svet? O čem pa? Takole, strokovnjaki, čisto kulinariče na svet. Namreč, ali se tudi vam ne zdi, da bi bilo dobro, če bi si prejel noge? Pa res! Na to sploh nisem pomislil. Kaj menite vi? Kaj pa vem, če bo potem škrtalo med zobmi, morda bi bilo res bolje. Točno, to je prava beseda. Higiena je temelj zdrave prehrane. S golim očesom bakterij ne vidiš. Jaz pa čutim, kako me grizejo.
Povsem pravilno. Telesna čistoča ni še nikomor škodila. Ravno nasprotno. Individumu zagotavlja zdravje in dolgo življenje. No, takoj vam bom dal brisačo. Brisačo. Torej ste čisto trdno odločeni, da me boste... Ali mi smo to že zdavnaj razčistili? Prej ste nekaj govorili o žrtvovanju. Ja, rekel sem, da to nekaj lepega. No, povejte no še kaj. Saj sem že vse povedal, da se žrtvuješ, da se predaš drugemu. Da, to vse drži. No, vidite, prej pa mi niste verjeli. Verjetno še nisem bil dovolj poučen, zrel. Zdaj pa vidim, da na vsem tem nekaj je. Ni še prepozno. Grdo je bilo od mene, da sem zavračal vaše argumente. Očitno pa le niste pokvarjeni do zadnjega vlakna, če zdaj iz vas vrejo ta plemenita čustva. Ampak mogoče bi se zdaj še drugo nogo. Vsekakor, samo še med prsti. Ampak da se vrneva k najni temi, povedati pa moram, da se zdaj v meni prebudi drug, boljši človek. Mimogrede, ste čisto trdno odločeni. Ampak gospod, Seveda. Če sem že govorila? Ja, drug boljši človek. Končno nekaj čisto drugega, če te pojedo kot navadno žrtvo nasilja. Ali pa kot boljšega človeka, ki čuti potrebo, da se preda zaradi notranjega klica in kjer ga v to žene plemenita čustva. Recite, prisezite, je stvar odločena. Častna beseda. Torej, kaj se hoče reči? To, da notranje zadoščenje, občutek svobode, neodvisnosti. Končno ste se spametovali. Gospod kolega, dajte prosim milo. Ja. Samo ne mislite si, da sem objekt prezborje. Ne, nihče ne mara kaj takega. Zagotavljam vam, da vas znava ceniti. V najin želodec, v najin spomin boste prišli kot junak, kot svetla podoba nesebičnosti. Ampak zdaj bi se mogoče lahko še za drugo podvigali. Vsekakor. Ta je pa že dovolj. Čista. Dajte prosim brisačo pa konec. Pa lahko še počakamo, no že za drugo se pobrigajte. Kot želite. Ja, bilo bi celo bolje. Jaz sam sem sprejel to veliko odločitev. Prvi sem se spomnil, da se bom žrtvoval za skupnost. Malo sode ne bi škodilo. Tudi z milom prednočno, malo pa lahko še počakava. Počakava? Ne. Ko sta tovariša tako lačna. Nikar ne prehitevajte, takoj nam bo uspelo. Zdaj, ko se spregledal, nog več ne potrebuje. Ker ne bodo umazane. Znate brisačo, no, takoj nam bo uspelo. Gospoda, hvala vama. Zdaj sem končno postal polnovreden človek. Nisem ideali, ki jih do zdaj nisem poznal. Ni zakaj, veselje nama je. Imam svoje dostojanstvo. Če ne pa konec koncev položaj. Trije smo in jaz sam bom rešil ostala dva. Dovolite mi, da še nakratko nekaj povemo o svobodi. Ali bo dolgo? Samo par besed. No, potem pa le dajte. Svoboda! To ni nič. Šele prava svoboda je nekaj. Zakaj? Ja, ker je prava in boljša. Pomislimo logično. Če prava svoboda ni isto kot navadna svoboda, kje pa je potem? Kje je potem, če ni? Kje? Saj to je vendar jasno! Prava svoboda je tam, kjer ni navadne svobode! In prav zato! Ne morate v takšnem trenutku! Končno, čisto spod!
Ali ne vidite, da je že zdaj srečen?